Jaz sem Grega, kot je bilo povedano, prihajam iz podjetja Synergize, ki je v Sloveniji že 15 let, mogoče 20. Smo pa pred 2 leti smo ratali del mednarodne skupine Planet Labs, tako da pač imamo malo širši obseg. Vprašanje je bilo, kako se Slovenija vidi iz vesolja. In v bistvu to je nekaj, kar lahko danes naredi čist vsak, ali pa pogleda vsak sam posameznik, zaradi investicij, ki jih dela Evropska unija. Najlažje tako, da v Google tipkate Copernicus browser, se vam odpre takale aplikacija in greste pač na področje Slovenije ali pa pač kamorkoli vam paše in pogledate, kako zgleda, kako se stvari spreminjajo na nivoju približno tedna dni, kolikor se podatki osvežujejo. Zdaj, ker so to satelitski podatki, gre za več kot samo tako imenovan vidni spekter, se pravi rdeča, zelena, modra, ampak imamo tudi druge spektre, kot se recimo infrardeča, ki nam da nekako videti, koliko živ je nek del, recimo koliko je vegetacije, kako živa je vegetacija in podobno. In zdaj, če uporabimo neke dokaj osnovne metode daljinskega zaznavanja, o katerih bo verjetno Krištof Štir malo kasneje več povedal, lahko pol iz tega različne informacije dobimo, recimo na desni strani vidimo vegetacijski indeks, ki, torej so letni časi, vidimo, kako se pač spreminja skozi leta oziroma skozi letne čase. Če želimo pogledati malo bolj podrobno ali pa malo bolj pogosto, bo kmalu na voljo tudi v Sloveniji bojo podatki PlanetScope, ki pač so iz našega krovnega podjetja, ki nam nekako omogočijo na dnevnem nivoju dostop na dnevnem nivoju dostop do tega, kaj se dogaja. In to je res uporabno, ker pač se lahko približamo in gledamo pač, tiste stvar, ki nas zanima in res proti spremljamo, kaj, kdaj se zgodi. In to pač res včeraj ali pa pač vidimo že danes, kaj se je zgodilo, tako da lahko hitreje reagiramo. Zdaj, vidimo lahko marsikaj, vidimo lahko požar, torej požar na Krasu leta 2022, ki je pač bil eden največjih požarov, ki jih je Slovenija imela zadnje čase. In potem eno leto kasneje poplave, ki smo jih imeli 2023 v severovzhodni Sloveniji. Pač da se res veliko se da videti. In razlog, zakaj se da toliko veliko videti, je, ker so satelitski podatki se mi zdi res zanimiv vir, ker so sistematičen in neobjektiven. Sproti spremljajo redno sentineli, vsak teden, PlanetScope vsak dan, pač imaš različnih, imaš nekaj 10 različnih konstelacij, ki spremljajo naš svet in posredujejo podatke. Posredujejo podatke takšne, kot so, torej brez nekih političnih interpretacij, samo facts, kot se reče. In zaradi te objektivnosti in sistematičnosti se mi zdi, da so satelitski podatki toliko koristni in toliko uporabni. Zdaj, so pa uporabni, če takrat, ko jih dejansko začnemo uporabljati. Ne samo, ko gledamo, ampak ko jih dejansko začnemo uporabljati. V Sloveniji se mi zdi en tak najlepši primer tega, kako res se lahko učinkovito narediti, ima Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki uporablja podatke tako Sentinela kot PlanetScope, da redno spremlja, kaj se dogaja na kmetijskih zemljiščih. Veste vsi, da se kar en velik del slovenskega in evropskega proračuna razdeli med kmetovalce in od njih se pač v zameno pričakuje, da trajnostno vzdržujejo svojo zemljo. In do nekaj let nazaj se je to spremljalo tako, da so inšpektorji šli za nekaj procentov kmetij vsako leto in so pogledali in so videli, a je ali ni, in pač so nekako vzdrževali stanje na ta način. Ko so prišli ti satelitski podatki, nekako so ratali dostopni, se je popolnoma spremenil sistem, da ne gledamo zdaj več par procentov kmetij, ampak gledamo lahko čisto vsako kmetijsko zemljišče v Sloveniji in gledamo dosti pogosto, da lahko vidimo res dobro, kaj se dogaja. Lahko vidimo, kakšen tip poljščine je posejana. Je koruza, ali je zelenjava, ali je travnik. Vse to se da videti dokaj enostavno in sproti. Lahko vidimo, kdaj so približno posejali, karkoli so že sejali. Lahko vidimo, kdaj so poželi.
lahko vidimo, kdaj se je zgodilo oranje, lahko vidimo, ali ima pač neka posamezna površina tako imenovan zelen pokrov, zato da pač zdržuje dušik preko zime. Vse to se da avtomatsko nekako ekstrahirati ven iz podatkov, satelitskih podatkov. In zadeva rata res uporabna takrat, ko v bistvu tega, da so satelitski podatki sploh ne vidimo več. Ne? Agencija za kmetijske trge rezultate tega kaže kmetovalcem v obliki aplikacije Sopotnik, kjer kmetom pokaže lepo zeleno, rdeče, rumeno, ali je zadeva ok. Ne? Pač oni spremljajo, ali so pač izpolnili neki pogoji, ki jih mora pač kmetovalec v tekom leta izpolniti, in kmeti sproti na tedenskem nivoju posredujejo te informacije. In posredujejo jih res zelo kategorično. Satelitski podatki so tukaj pač tam nekaj v zadju. In se mi zdi, do tega moramo priti. Prideti moramo do tega, da satelitske podatke nekako spravimo v poslovne procese in potem to njihovo sistematičnost in objektivnost uporabljamo za to, da obdelujemo naš poslovni prostor, karkoli že delamo. Zdaj, pomembna je tukaj transparentnost, pač vsi vemo, da noben avtomatiziran proces ni popoln. In tudi ta ni popoln in seveda se kdaj proces zmoti, ali pa so neke napake v podatkih, to se vedno dogaja, ampak če to transparentno kažemo uporabnikom, v tem primeru kmetovalcem, lahko oni vidijo, aha, to si mislijo, to ni res in posredujejo nazaj povratne informacije in se tako pač sistemi izpogojuje. In zadeva res dobro deluje, zdaj že nekaj let, v 2021 smo prvič to testno uvedli, zdaj se pa to še dogaja pač čisto redno. In tukaj se vidi, kako skozi leto, pa začne se opazovati maja, takrat, ko se pač nekako vegetacija začne dobro razvijati, in takrat veliko stvari še ni ok, zato ker pač seveda niso še poželi, pač maja še niso poželi, ampak bolj pač časom se stvari kmetovalci pač delajo tisto, kar je treba in se stvari izboljšujejo in potem res vidimo, kje stvari res niso ok in potem pač pridejo neke sankcije, ne vemo, da dobijo subvencije ali pa karkoli, ampak glavni point je, da lahko na avtomatiziran način čist vsako pač površino spremljajo. Se mi zdi, da to je tisto, kar je bogatstvo satelitskih podatkov. En drug primer smo delali z Statističnim uradom Slovenije pred par leti, kjer smo pa hoteli spremljati trajne travnike. Pač hoteli smo ugotoviti, koliko trajni so res trajni travniki. To smo delali z ZRC-ZU pa z Geodetsko fakulteto. In smo pač lahko na avtomatiziran način najdli, kje so travniki in potem smo ugotavljali, koliko časa so tam travniki. Pač je bil travnik tam pred 3 leti, pred 5 leti, pred 10 leti in na način smo videli, tukaj se travniki spreminjajo v kmetijske površine, druge ali pa v pozidano ravo. In še ena stvar, kar se mi zdi pomembna pri satelitskih podatkih, poleg tega, da jih dobimo res sproti, danes, včeraj, predvčerajšnjem, jih imamo na voljo za nekaj 10 let nazaj. Z različnimi, najprej z Sentineli, pa potem z Landsat in tako naprej, lahko res spremljamo, kako so se stvari spreminjale tudi od 80-ih naprej. Res je bogata zbirka podatkov, ki jo samo moramo uporabiti. Pač zelo enostavno. In veliko teh podatkov je brezplačnih. Tudi, kot je gospod Petek rekel, gledansko podatki, ki so sicer komercialni, bojo na voljo brezplačno za vso javno upravo in za vse, ki delajo z javno upravo in tudi do neke mere javnosti. Zato, ker pač transparentnost je tukaj zelo važna. Še en primer, ko smo recimo z dokaj preprostim avtomatiziranim procesom, smo identificirali pozidano rabo. Pač zelo enostaven, niti ni umetna inteligenca, še stare metode strojnega učenja, lahko naučiš, kje je pozidana raba in potem to uporabljaš za, recimo ugotavljati, kje se dogaja nova gradnja in lahko to ugotoviš, še preden pač rata tista to razvita, da je že težko podreti. Mislim, teh opcij, ki so, je na voljo res mnogo in samo moramo jih uporabljati in moramo jih spraviti v neke redne procese. Moramo se pa zavedati, da Slovenija ni
ena izolirana država, mi smo pač del Evrope, del sveta in moramo izkoriščati vse vire, ki so na voljo, pač sploh na nivoju Evropske unije, ki pač nekako delamo skupaj. Tukaj bi posebej izpostavil dva. Prvi je Copernicus Data Space Ecosystem, ki je v bistvu evropski portal ali pa evropska platforma za distribucijo in procesiranje satelitskih podatkov. Tukaj pač se mi zdi pomembno, da je tudi slovenska tehnologija en pomembnejših gradnikov tega, da zdaj lahko vsi, cel svet, v resnici je to za cel svet na voljo, nekako uporabljajo te podatke, sateliti Sentinel, ki so tudi del evropskega programa Copernicus, spet nekako cel svet lahko od tega ima dobrobit. In mi moramo tudi to uporabljati, zato ker je na voljo brezplačno za državne agencije, še pač v večjem obsegu brezplačno, tako da pač to je, v to investiramo kot državljani Evropske unije, moramo uporabljati. Druga stvar, vredno omembe, je tako imenovan Destination Earth, ki je v bistvu evropski način, kako, ali pa odkud si oni predstavljajo digitalne dvojčke. Destination Earth je pretežno usmerjen v klimatske podatke, se pravi vreme in ostale stvari. Ima tudi ostalo, ampak fokus je na klimatskih podatkih. In zdaj, spet, to je še ena od platform, ki jih lahko uporabimo. In vse te platforme so načeloma zelo odprte z različnimi API, tako da lahko jih integriramo v lastne stvari. Imamo pač mi svoj portal in lahko te stvari zelo učinkovito povežemo, zato da pač tisto, kar oni dobro delajo, lahko mi uporabljamo pri sebi. Zdaj, kaj je z vsem tem početi, kako si lahko pomagamo? Zdaj, prej sem pokazal to sliko od poplav 2023. Takrat, kljub temu, da so bile poplave, in s poplavami ponovadi pridejo oblaki, in z oblaki ponovadi pridejo slabi satelitski podatki, ker pač skozi oblake vidi radar, ne pa optični, ampak vsem kljub temu, da so bili oblaki, je bilo na voljo kar veliko satelitskih podatkov od različnih ponudnikov, ki vedno, ker se dogajajo katastrofe, že kar proaktivno poslikajo podatke, ki so na voljo v tako imenovani international charter in potem lahko država to uporablja brezplačno za reševanje problemov. Te podatki so bili na voljo dokaj hitro, ampak kljub temu, da so bili dokaj hitro, takrat je bil tak kaos v Sloveniji, da jih noben ni bil sposoben, noben, ki bi jih lahko uporabil, ni bil sposoben uporabiti, ker so se vsi ukvarjali z reševanjem tega in unga in so do teh podatkov so nekako prišli na mizo šele takrat, ki je bilo že vsega konc in še vedno vse se uporablja, ker se lahko vidi, kje so bile stvari poškodovane, ampak ta glavni del vrednosti je v bistvu bil že mimo, preprosto zato, ker pač nismo bili pripravljeni. In na tem se mi zdi, da moramo delati kot družba. Recimo na primeru disaster management, ampak takih primerov je mnogo, moramo vnaprej proaktivno delati, da te podatke in ne samo, mislim, da te podatke združimo z ostalimi podatki, ki so na voljo, ki niso satelitski, recimo pretoki rek, in jih spravimo v nek model, lahko mu rečemo digitalni dvojček, nima veze, važno je, da imamo pred sabo en konkreten cilj, ki ga hočemo rešiti, in da zberemo tiste podatke, ki so za to pomembni in jih začnemo resno spremljati in opazovati, ker ko jih opazujemo, opazimo neke vzorce in se lahko iz teh vzorcev učimo. Ko pač poznamo neke vzorce, lahko začnemo modelirati s temi podatki. Tukaj zadeve ratajo res uporabne, ker pač ko modeliramo, lahko začnemo določati neka pravila. Ne sme se graditi tam, ali pa treba se izprazniti tiste dele, ali pa treba je narediti tukaj neke odvodnjavanja, pač spet različno od tega, s čem se ukvarjamo. Če imamo modele, lahko te modele uporabimo v praksi. In potem še en korak naprej lahko delamo pač simulacije. To je pač primer Cerkniškega jezera, ampak lahko, ker imamo v Sloveniji zelo dobre 3D podatke in zelo dobre prostorske podatke, lahko delamo take modele in simulacije praktično kjerkoli, za karkoli. In te stvari moramo delati vnaprej, sproti, zato da ko pride do naslednjega dogodka in dajmo pač se zavedati, da bo, a ne pač vemo, da živimo v svetu, kjer bo takih dogodkov vedno več, od poplav do požarov, do drugih vremenskih ujm.
moramo mi že vnaprej vedeti, kaj se lahko zgodi, zato da se zgodi, lahko tako vemo, aha, to se bo dogajalo, to moramo narediti. Samo če bomo sproti pripravljeni, bomo lahko kaj koristnega od tega prinesli. Zdaj, vsem tem procesom se mi zdi ena stvar, ki je pa res skupna, je, da moramo najti načine, kako iz satelitskih podatkov, ki so dokaj kompleksni, ne? To so pač tam neki piksli, ki imajo neke vrednosti na različnih spektrih, in te kompleksne podatke zna obdelovati v Sloveniji, dajmo reči, nekaj 10, mogoče nekaj 100 ljudi, premalo, ne? Ampak če pa se ti ljudje zberejo, pa začnejo iz teh podatkov ekstrahirati ven relevantne informacije do nivoja, se mi zdi tako pravila, je do nivoja, da gre v Excel. Če paše v Excel, potem bojo vsi znali to uporabljati. In, ne vem, Agencija za kmetijske trge, recimo, ima iz satelitskih podatkov ali pa iz časovne vrste satelitskih podatkov dobi informacijo, kakšen tip koline je. Kdaj se je zgodilo datum, približen datum žetve, približen datum oranja. Lahko vidimo, ali je voda ali ni voda, lahko vidimo, ali je pozidana ali ni, ali je cesta ali ni. Vse te podatke lahko pač začnemo zbirati sistematično in jih potem dajati v neko bazo ne več kot satelitske podatke, ampak kot izvedenke, ki so pa toliko enostavne, da se jih lahko nekako vključi v različne poslovne procese, tako kot smo vsi navajeni. In zdaj, ne gre samo za poplave, ne gre samo za požare, ne gre samo za kmetijstvo. Satelitske podatke lahko neskončno stvari spremljamo, zato ker so sistematični in ker so objektivni in ker pač so na voljo na res na velikem obsegu, predvsej poceni, če pogledaš na to, koliko informacij je in koliko so pogosti in pač vse, kar je, da jih moramo uporabljati. Hvala lepa.